Leto že 24. leto nadaljujete z različnimi akcijami, z donacijami. Tokrat ste se odločili za Hodim in odkrivam svet osnovne šole Helene Puhar. Pozdravljeni. Res je, že 24. leto zapored z novoletno donacijo podpiramo nove projekte. V letošnjem letu smo podprli projekt osnovne šole Helene Puhar s projektom Hodim in odkrivam svet. Projekt je namenjen predvsem, da se v teh časih mladi gibljajo čim več, odkrivajo nov svet, seveda pa je odkrivanje novega sveta veliko bolj zanimivo, če je to malo tudi podprto z digitalnim svetom. Tako tukaj imajo učenci potem posebne ure, pedimeter, kjer merijo, koliko korakov, kilometrov prehodijo. Vendar ne samo to, pri tem odkrivanju okolice odkrivajo tudi lokalne kraje, pomembne ljudi v teh krajih, potem tudi kulinariko in vse skupaj zaokrožijo v eno tako lepo zgodbo, kjer lahko rečem, da res odkrivajo svet. Skratka, vse tisto, kar pač mesto, ki ga odkrivajo, prinaša. Točno tako. Mislim, da je tukaj bilo tudi poudarjeno, da bistvo je bilo sodelovanje, tako da še enkrat vsa pohvala temu projektu in tudi idejnemu vodju gospodu Luku. Obenem pa je zelo pomembno druženje, posebno v tem času, v tem letu COVID-19. Ja, izredno je to pomembno, seveda je tudi to druženje malo omejeno, treba ga pač prilagoditi glede na dane okoliščine, ampak bom rekla, kjer je volja, tam je tudi pot. Za idejo, za pogum, pa za vztrajnost. Ja, pa vztrajni bomo še naprej. Zdaj smo komaj začeli, tako da ja. Kako ste se lotili projekta Hodim in odkrivam svet z vašimi učenci? Je tako, ideja je bila, da povežemo samo hojo z odkrivanjem sveta in tudi medpredmetno povezovanje. Se pravi, v letošnjem šolskem letu odkrivamo Slovenijo. Slovenijo smo razdelili v 7 pokrajin, trenutno je na vrsti Gorenjska in s tem, ko hodimo po Kranju in okolici, seštevamo kilometri, ki jih beležimo z digitalno tehnologijo, se pravi z urami, in jih skupaj seštevamo in potem namišljeno potujemo po naši prelepi Gorenjski, naslednja regija bo pa Koroška in tako naprej. V celem šolskem letu bomo tako obhodili, če lahko tako rečem, celo Slovenijo in z mesecem junijem se bo za letos ta projekt zaključil, ki pa ga želimo naslednje leto povezati z Evropo in tako naprej. Koliko vas je v skupini? V skupini? To so vsi, ki sodelujejo? Tako, imamo na šoli približno 55 učencev posebnega programa, ki pri tem sodelujejo. Imamo 10 skupin in vsaka skupina ima svojo uro, tako da prek aplikacije Polar Coach lahko vse kilometre beležimo skupaj in jih potem na koncu meseca, leta ali tedna seštejemo, pogledamo, koliko smo bili uspešni, koliko smo prehodili. Kaj vam pomeni ta projekt Hodim in odkrivam svet? Da hodimo za ura. In kaj ste že vse odkrili zdaj v tem času? V Kranju smo hodili, veliko smo hodili z ura. Veliko ste hodili? Pa kaj ste še videli, mislim, ko ste se sprehajali, naprimer po Gorenjski? Kateri kraj, katero mesto? Mesto Kranj. Smo se sprehajali, mesto veliko. In kaj vas najbolj navdušuje v mestu Kranj? Ja, vse. Kaj to pomeni vse? Reke, mesta, ni da ni. A fino, Klemenka, hodite v skupini? Ja, korake nabiramo pa vse take stvari. In koliko je bilo največ korakov? 1200 korakov. Kaj ti je bilo najbolj všeč po Gorenjski? Da smo pogledali Bred, da je tam Kremšnita. Ja, to pa še kaj? Pa da smo se sprehajali po Bredu.
In kaj ste še odkrili na Gorenjskem? Na Gorenjskem je mnogo lepih krajev. Pa bili smo na Triglavu tudi. Bravo. Ja, s temi koraki. Ste bili še kje izven Kranja, mogoče Radovljica, Jesenice? Smo bili, po celi Gorenjski se sprehajamo, nabiramo korak s to uro. No in kaj vas je navdušilo na primer v Radovljici, na Jesenicah? Da imajo lepa mesta, krašena zdaj. Vam je kdo povedal, kdo je rojen v Radovljici? Ne. Ker je to Linhartovo mesto. Ja, Linhart. Ja. In da je Linhartov hotel? Ja, pa tu srčki so od Linharta. Ja. Zanimivo. Kaj pa na Jesenicah? Jesenica, ki je hokej. Na hokejska ja, pa bolnišnica. Ja, ta tudi. Ja. Včasih je bila železarna, Ja. zdaj je slovenska industrija Ja. jekla. Ja.